En lep dober dan, zopet iz Šmarja. Lep pozdrav. Danes sva bila že v našem domu upokojencev. Zelo prijetno srečanje. Same žlahtne dame, torej kot bi rekel, prave babe, torej v življenju preizkušene ženske, ki ima vsaka svojo zgodbo, in zato ob srčnosti in intuitivnosti je to tisto, kar tudi naš čas potrebuje. Meni je edino žal, da je toliko teh bab, ki bi bile poklicane v poslanstvo, posebej v sedanji očitno travajoči civilizaciji, zaprtih v tistem prostoru, morale bi biti vpete v življenje. Seveda pa to pomeni, da bi morali njihovim najbližjim omogočiti, da so vpete v življenje, morali bi ovrednotiti njihovo srčnost, njihovo življenjsko izkušnjo in zato njihovim najbližjim dejansko tako kot bi rekli, plačati, da lahko skrbijo za njih. Ampak ker smo preveč samo ekonomsko usmerjeni navzven, ker se nekateri celo bojijo modrosti, žlahtnosti, potem imajo raje, da je modrost in da je življenjsko izkustvo nekje ob strani. Žal. Ampak zavest se prebuja, sam sem optimist, vedno več ljudi začenja razmišljati s svojo glavo, išče vsebine, ki dajo misliti. Tukaj pred sabo imamo tega možica, ki ima, veste, prazno glavo. To je praznina. V to praznino je treba dati tiste vsebine, ki bodo omogočile tudi to, kar je tema današnjega klepetanja, to pa pomeni, kako misliti mir. Tako, in tokratni prispevek imamo Mislimo mir. Navadno vedno se okoli naslova lovimo, tokrat pa imamo naslov. In domnevam, da je razlog tvojega predloga, da danes mislimo mir v aktualnem stanju, ki smo mu priča. Predvsem me je spodbudilo k temu razmisleku srečanje, dvojno prijetno srečanje. Prvič sem se srečal z skupino otrok, ki so stali v krogu in se niso zbijali, ampak so samo drug drugemu podajali žogo in je bilo gledati zelo zanimivo, to bi rekel krog povezanosti s podajanjem žoge, s to igrivostjo. Kmalu po tistem pa sem šel mimo nekega košarkaškega igrišča in tam so vsi mladi metali v isti koš. Torej niso igrali igro drug proti drugemu, ampak so imeli skupni cilj. Skupaj so iskali tisti koš in so metali in mi je bilo prav lepo, ker nisem bil priča soočenju dvobojevanja, ki sem bil pa priča kmalu zopet zatem, ko sem šel mimo nekega šolskega igrišča in sem opazoval. Prevzel sem si čas, da bom videl, kako bo potekala šolska ura telovadbe. Po tistem ogrevalnem delu je avtoriteta razdelila razredno skupnost na dva dela in jih uperila drugega proti drugemu. Torej, ta znamenita igra med dvema ognjema in postal sem žalosten. Žalosten preprosto zato, ker sem videl situacijo, ki se najprej udejanja na simbolni ravni v šolskih prostorih, potem pa se udejanja na bojiščih. In to je tisto, kar pogosto omenjaš, da je že Platon svaril pred tem, kaj otroke usmerjamo skozi zgodbe in skozi igre. Ja, Platon je pred tem svaril, pazite, kakšne zgodbe pripovedujete otrokom, kako premeteno nam umikajo ljudske pripovedi, ljudske zgodbe, ki imajo v sebi zakodirana temeljna sporočila za žlahtno človečnost in jih nadomeščajo z zgodbami. Zdaj, če kdo gleda te videoigrice, kakšne so, ali pa tudi mnoge sodobne risanke, to je koncept nasilja, to je koncept bojevanja, to je koncept, ker je vedno postavljen pred tebe nasprotnik, ki ga moraš premagati. To je zloraba na nek način zgodb, ki nas usmerjajo potem v to, kar ni v prid žlahtnosti. Rad imam besedo žlahtna človečnost, ker človeštvo je žlahta in ni samoumevno, ne bi smelo biti dopustno,
da človek usmeri orožje, ubijalsko orožje zoper sočloveka. Ne. Zato je Platon svaril, pazite, kakšne zgodbe pripovedujete otrokom. Igra pa je udejanjena zgodba. To pa se tista zgodba že odvija, že teče in se v te občutljive otroške možgančke, prav dobro zagne nad nami vojaški helikopter, ne, se v te občutljive otroške možgančke zariše kot legitimni koncept delovanja. Ne. In to je potem problematično, ne, ker potem je samoumevno, da smo, ne, helikopter brni, da smo na eni strani zoper drugo stran, a si za Palestince, a si za Izraelce, a si za Ukrajince, a si za Ruse, ne? A si za tega soseda, ki se krega, a si za onega soseda. Ni nam pa samoumevno, da prav živčni so nekateri, če ne vejo, a si za Ruse, a si za Ukrajince, na kateri strani si. Ne? Ni pa nam samoumevno, da smo za mir, ne? Da smo mi, če smo proti čemu, smo proti nasilju, smo proti nepravičnosti, nespoštljivosti, neodgovornosti, da smo za koncept miru, da se ne gremo igro med dvema ognjema, da iz tega koncepta zavestno izstopamo in da ozaveščamo, da tudi te igre dejansko nimajo mesta v ne bom rekel samo v učnem procesu, ampak v našem vsakdanjem življenju. Ne, prav, vem, ne, ko me sprašujejo ljudje, ne, kaj ti misliš, na katera stran ima prav? Prav ima mir. Ne? A še znamo misliti mir? A še znamo misliti sožitje? Ali pa se zato, ker so nas navadili, da moramo biti na eni strani igre med dvema ognjema in to takrat, ko so naši možgančki najbolj občutljivi, da se je postavila, ukorenili je nas misel, da moraš biti na eni strani zoper drugo stran in da moraš drugo stran zbijati, v našem konkretnem primeru pobijati. Ne, to ni dopustno, to ni legitimno, to ni upravičljivo, da je v kakršnemkoli celo vzgojno-učnem procesu. To je zame škandal nad škandali in sem prepričan, da bo to igro in takšno igro kot takšno ovrednotila tudi zgodovina. In verjetno tudi zaradi tega, ker od majhnega smo na tej dvojnosti in igri dvobojevanja, izločanja, je to zelo lahko početi. Zelo težko je pa se naučiti sodelovati. Ja. Mislite mir, mi smo rojeni v svet dvojnosti. Mi se znamo kregati, ne? Mi se znamo dvobojevati. Sodelovati bi nas pa morali naučiti. Ne? In če je kje prostor za to, je seveda to primarno v družini, potem pa v skupnosti. Ne? To pa je, ali je veroučna skupnost, ali je šolska skupnost, ali je prijateljska skupnost. Ne? Vsekakor vzgojno-izobraževalni prostori, pa ne mislim samo na šolo, tudi na verouk, ne morejo biti prostor uniformiranja, ker se navadimo stopiti na eno stran in se bojujemo zoper drugo. To je nevaren koncept. Platon bi se držal za glavo, pa ne samo, da bi se držal za glavo Platon, držati se moramo za glavo vsi mi, ki vidimo, kako se potem to udejanja. Ali na Bližnjem vzhodu, ali tam, kjer se bojujete Rusija pa Ukrajina, seveda, kjer se bojujete dejansko vzhod in zahod, ne? Ker tudi mi smo podprli eno stran, tudi mi smo stopili na eno stran. Mi nismo stopili na stran miru. Naša predstavnica, ne, zunanje politike nas je uvrstila v vojno, ene proti drugi. To je, jaz ne vem, kdo je dal pravico. Ne? Jaz sem za mir. Ne? Jaz ne bom stopil na eno zoper drugo stran. Sem proti nasilju. Sem za pravičnost, sem za sožitje, sem za pogovore, sem za usklajevanje. Kaj na koncu se je vsaka vojna še končala s pogovori. Zakaj mora biti prej pobito tolikih ljudi in je to v glavah naših samoumevno, ker so nas v rosnih letih na to skozi igre navajali. Zakaj ne domislijo naši strokovnjaki, ne, recimo za šport, igre sodelovanja? Ne? Tam so se otroci lepo so si podajali žogo, drugemu se smejali, bili so igrivi, a boš ujel, a ne boš ujel, ne. Bila je zabava, ni bilo zbijanje. Bil je koncept igrivosti in bilo me je lepo doganoti. In potem tisti fanti, ki so tam metali na koš, ne, tam pa se veselili, niso se dvobojevali, ampak so imeli skupni cilj zadeti, nabrati točke.
ti si izbral toliko, ti si izbral, skupaj imamo toliko. To je naš koncept sodelovanja za skupne cilje, za skupne vrednote, ne pa da nas ali kot narod delijo, kar so uspešno storili, ampak vedno, na kar sem vesel, vedno večjemu številu Slovencev se zdi ta koncept, v katerega so nas speljali, nedopusten, bebov koncept, ki vsekakor mora preiti ne v zgodovinsko pozabo. Ta mora ostati, v kaj so nas napačno speljali, ampak v neupoštevanje tega, zopet se povrniti v žlahtno sodelovanje, dopolnjevanje, igrivosti, kajti k temu smo poklicani. Ustvarjeni smo za mir, zato moramo začeti misliti mir in udejanjati mir v praksi, v naših medsebojnih odnosih. In to naj bo tudi sporočilo najinega današnjega srečanja. Ja, ki boš šlo v eter, kako se temu reče, prav na dan, ko smo ta prispevek tudi posneli. Hvala Žigu, hvala tebi, Jana, hvala vsakemu izmed vas, ki se družite z nami in razmišljate svojo glavo. Razmišljate, iščete, mislite mir. Hvala vam.